Upravno sodišče je ugodilo tožbi Mestne občine Celje. Znani so najboljši inovatorji celjske regije za lansko leto. Optika Vidim ob 10. obletnici predstavila najnovejšo pridobitev. Kadeti rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško državni prvaki. Mladincem končno drugo mesto. Pozdravljeni v pregledu najpomembnejšega dogajanja na Celjskem v dogodkih dneva. Upravno sodišče je v tožbi Mestne občine Celje zoper odločbo Ministrstva za kulturo, ki je celjski mestni občini zaradi rušitve Rakuševega mlina izreklo izravnalni ukrep v višini 1,7 milijona evrov, ugodilo Mestni občini Celje. Sodišče je odločitev ministrstva v tem delu razveljavilo. V ponovljenem postopku bo moralo kulturno ministrstvo ponovno odločati o tem, ali so podani pogoji za naložitev izravnalnega ukrepa Mestni občini Celje. Rakušev mlin je zgorel 6. oktobra lani, Mestna občina Celje pa je začela rušiti 4. decembra lani. Regionalna gospodarska zbornica Celje je že 15. leto zapored podelila priznanja najboljšim inovatorjem v celjski regiji. Na letošnjem izboru je z 19 inovacijami sodelovalo 41 inovatorjev iz 12 podjetij. Na današnji slovesnosti so podelili 4 zlate, 6 srebrnih in 5 bronastih priznanj ter 4 diplome. Izmed 4 zlatih nagrajencev bodo 3 najvišje ocenjeni celjsko regijo zastopali na nacionalni ravni. Ideja se je kalila v podjetju že več let. Smo podjetje, ki uspemo delati samo na nišnih področjih in offshore projekti so eno izmed nišnih področij v svetu, ki zahtevajo več znanj in pa tudi, ki so bolje plačani. Zagon je pa celotna ideja dobila z pridobitvijo končnega kupca, ki nam je potem z svojimi zahtevami tudi definiral, kako končati zadevo. Mi smo pa z našim znanjem vse te zahteve tudi uspešno realizirali. Zlato priznanje vsekakor pomeni neko priznanje za nadaljne delo, zagon za nove razvojne projekte in pa seveda tudi potrditev, da smo do sedaj delali dobro. Cilj oziroma ideja tega je bilo v tem doseči izdelek, ki nam omogoča hladno brušenje. Torej, da ni prekomernega segrevanja izdelka, kar kasneje povzroči lom pri končnih izdelkih, in to nam je z tem izdelkom uspelo. Dejansko smo praktično edini proizvajalec teh brusnih pločk za tako 63 metrov na svetu. Trenutno pomeni pa nam veliki izziv za naprej. Dejansko nam odpira poti. Sedaj se nam dogaja celo to, da nas stranke kličejo in se zanimajo za ta izdelek. Naša inovacija je horizontalno dvostransko delujoč cepilni stroj z nalagalnim in transportnim sistemom. Naša inovacija je odziv trga na potrebe takšnega cepilnega stroja. Sam cepilni stroj je inovativen, ima dvostransko delovanje brez jalovega giba, kar pomeni bistven prihranek pri času, produktivnost je bistveno večja, in zato smo se odločili za proizvodnjo takšnega stroja, ga predstaviti tudi predstaviti za inovacijo, in zdaj smo dosegli zlato priznanje. Ja, v bistvu ideja za to inovacijo je dejansko prišla iz tega, ker smo mi v bistvu proizvajalci pigmentnega titanovega dioksida, in ker želimo biti v bistvu inovativni tudi na trgu, smo se usmerili v razvoj nanodelcev titanovega dioksida, in ker pač nanodelci TiO2 omogočajo v bistvu 2 različne aplikacije, kot fotokatalitske materiale in kot UV-absorpcijske materiale, smo v bistvu na ta način začeli razvoj peljati tudi na tem področju, torej UV-absorpcijskih materialov, in smo v bistvu zato razvili pač te delce. Današnji občutki pa so v bistvu, to nam je ena taka potrditev, da smo inovativni, da smo na pravi poti, pa da v bistvu še lahko naprej prodiramo na evropske trge z temi našimi specialnimi proizvodi. Znanje in inovativnost bosta jutri še pomembnejša, kot sta danes, so prepričani na Regionalni gospodarski zbornici Celje, ker želijo v prihodnjih letih k inovativnosti spodbuditi še več posameznikov in podjetij. Mi smo zadovoljni, podjetja redno sodelujejo, imamo nekaj novih, nekaj imamo takšnih, ki so že sodelovala pretekla leta.
Sklepamo, da so zadovoljni z podelitvijo oziroma z nagrajevanjem oziroma tovrstnim načinom spodbujanja, ker se pač vedno znova pač prijavljajo, ne. Tako da ob tej priložnosti bi pozvala še tudi v prihodnje, da se podjetja prijavijo, če ne uspejo pripraviti prijave v določenem roku, mi počakamo rade volje in se prilagodimo, se pravi tudi kasneje nam lahko pošljejo vsakešne inovacije, tudi samostojne inovatorje, da bi še se prijavljali oziroma sodelovali in da bi še naprej inovativno razmišljali in pomagali podjetjem kot sebi, ker konec koncev je to le promocija posameznika kot inovatorja in kot tudi podjetja. Cvet inovatorjev celjske regije je nagovoril tudi direktor Gospodarske zbornice Slovenije Samo Hribar Milič. Ta je izpostavil, da je precejšen del slovenskega gospodarstva nadpovprečno inovativen. Spodbudna sta tudi podatka, da velik del gospodarstva posluje bolje kot zadnji 2 leti, ter da je Slovenija lani izvozila za 28 milijard evrov. Podjetje Vidim, ki letos obeležuje 10-letnico delovanja, je v svojih prostorih na Mariborski cesti 88 v Celju predstavilo svojo najnovejšo pridobitev, laser Visu Max Zeiss. Laser za odpravo očesne dioptrije je edini tovrsten v Sloveniji. Očesni center Vidim pa edino podjetje v Sloveniji, ki izvaja lasersko odpravo dioptrije po najnovejši metodi Relax Smile. Podjetje Vidim iz Celja je bilo ustanovljeno marca leta 2005 z namenom opravljanja koncesijske zdravstvene dejavnosti na področju okulistike ter samoplačniških okulističnih storitev. Podjetje je primarno usmerjeno na operativno okulistiko, letno pa opravijo okoli 700 ambulantnih pregledov in 100 operacij na mesec. Ja, pri očesnem centru Vidim bi izpostavil predvsem to, da se ves čas trudimo biti kvalitetni, da se ves čas trudimo biti najboljši in delamo stvari, ki kot tudi druge v evropskih očesnih centrih, pomeni, lahko opravimo vse očesne operacije kot največji očesni centri v Evropi. Letos aprila so pričeli z laserskimi odpravami dioptrije po najnovejši metodi Relax Smile z laserjem Visu Max Zeiss. Vidim, očesni kirurški center je edini v Sloveniji in tudi v širši regiji, ki izvaja lasersko odpravo dioptrije po tej metodi. So pa tudi edini, ki so lastniki omenjenega laserja ne samo v Sloveniji, ampak tudi v širši regiji. In kaj je pravzaprav ta laser? To je laser podjetja Zeiss, Visu Max, ki omogoča revolucionarno metodo odstranjevanja očesne dioptrije skozi minimalni rez z najmanj invazivnim načinom in je za pacijente in seveda tudi za nas vsekakor to pridobitev. S tem smo postali tudi edini v Sloveniji in v širši okolici, ki imamo to aparaturo. Gre za približno 80% manj invaziven poseg, kot so podobni posegi, kar pomeni tudi, da je doba okrevanja neprimerno krajša. Trajala naj bi le od 1 do 3 dni, sam poseg z laserjem pa traja od 23 do 27 sekund. Pred osnovno šolo Lava so zasadili lipo. Šoli in občini so jo podarili člani čebelarskega društva Henrik Peternel Celje. Akcija Človek posadi, čebela opraši sicer poteka pod okriljem Čebelarske zveze Slovenije. Čebele so v Sloveniji vse bolj ogrožene, zato so v Čebelarski zvezi Slovenije začeli spodbujati in tudi sami zasajati medovite rastline, tudi lipe. Čebele vsakodnevno opažamo, da so bolj ogrožene, mislim, pa opažamo. In treba je ohraniti naravo in če ne bomo pri čebelih začeli, kako bi rekel, gledati na to zadevo, bo se nam slabo piše. Lipo sta v kulturnem programu učence osnovne šole Lava skupaj zasadila predsednik Čebelarskega društva Henrik Peternel, Peter Gradišnik in celjski župan Bojan Šrot. Mestna občina podpira sajenje dreves, mi vsako leto posadimo preko 100 dreves na novo v mestni občini Celje. Ta lipa ima tudi simbolen pomen, gre za medovito drevo, katero so podarili čebelari v okviru svoje vseslovenske akcije. To drevo bo nenazadnje tudi neka skrb mladih na ekošoli, osnovni šoli Lava. Hkrati pa bo opominjala vse nas, kako pomemben je vsak delček v ekosistemu za to, da ga kot celoto ohranimo takšnega, kot je.
Osnovna šola Lava kot ekošola spodbuja urejanje narave in sajenje dreves. Tudi sami skušajo vsako leto posaditi nekaj novih. Mi smo izjemno veseli, da so izbrali tokrat našo šolo, glede na to, da tudi sicer iz preteklih let imamo izkušnje, da res zelo dobro skrbimo za posajanje dreves, sicer različne vrste, in zdaj smo dobili še lipo. Lipo simbol slovenstva, ker se tudi v šoli zelo prizadevamo, da bi otrokom to dejansko približali, ta odnos do svoje domovine, do lepe slovenske besede, in se mi zdi, da se je tako ujelo vse v naše vrednote šole, predvsem pa tudi v našo filozofijo. In ker smo ekošola in zdravo šola, še toliko bolj. Pomeni, da bomo poskrbeli za okolje, za čisto okolje, in lipa je samo še ena obogatitev. Otroci pa znajo zelo lepo skrbeti za vse posajeno, namreč so tudi vsako leto soudeleženi v urejanju okolice šole in verjamem, da bodo zelo lepo skrbeli za lipo in tudi vedo, da je lipa tisti prostor, ki tudi združuje ljudi. Lipo so čebelari poimenovali Lipa za župana. Pa bo župan tudi skrbel zanjo? Jaz verjamem, da bodo to počeli otroci, tako so danes tudi obljubili. Bom pa seveda, kadar bom prišel na to šolo, zaradi takšnih ali drugačnih razlogov, vendarle pogledal, kako lipa raste in uspeva. Čez slabe pol ure se bo v dvorani Zlatorog začela tretja finalna tekma rokometnega državnega prvenstva. Celjani v finalni seriji proti Gorenju vodijo z 2-0 v zmagah in za osvojitev 19. naslova državnih prvakov potrebujejo le še zmago. V celjskem klubu so ponosni tudi na dosežke mlajših klubskih selekcij. Kadetsko moštvo je na zaključnem turnirju državnega prvenstva v Ormožu osvojilo naslov državnih prvakov. Moram povedati, da je ta rezultat plod trdega 6-letnega dela, ki so ga fanti naredili. Na koncu je res stane zlato prvo mesto tu v Celju, ampak mi smo si ga želeli 6 let. Vedno nam je na koncu nekaj malega spodrsnalo. Letos smo pa celotno sezono, kot tudi sam zaključni turnir, izpeljali na zelo visokem nivoju in rezultat je tu. Turnir je bil odigran v Ormožu. Rad bi še enkrat čestital organizatorju za izvedbo tega turnirja, ki je bil na zelo visokem nivoju. Tako same tekme, kot tudi spremljevalni program, polna dvorana, in mislim, da je v tem vikendu, ki smo ga preživeli prejšnji teden v Ormožu, zmagal rokomet. Celo leto smo garali za to, da smo postali državni prvaki. Mislim, da smo na zaključnem turnirju prikazali pričakovano igro, ki smo si jo želeli prikazovati čez celotno leto. Na koncu nam je to zelo dobro uspelo. Prvega tekmeca smo premagali z 8 goli razlike, na to drugi Ormož, proti kateremu smo izgubili 4-krat v prejšnjem delu, smo sedaj zmagali za zadetek in na koncu še loko za 12. Tako da bi opisal kar kot zelo uspešno. Zmagoslavje pa je bilo po tekmah zelo veliko. Smo si vsi to želeli in na koncu zasluženo tudi dobili ta naslov. Vsekakor so občutki res fenomenalni, osvojiti turnir v Ormožu. Navijači so bili res tam od Ormoža, so bili njihov 7. igralec, smo jih premagali, res občutki so bili res, ne znam povedati. Vratar Gašper Dobaj je bil izbran za najboljšega vratarja zaključnega turnirja. Kariero je začel pri Gorenju, lani se je odločil za prihod v Celje. V novem klubu smo me dobro sprejeli, želel sem si napredovanja. Celje je znano kot zelo dobro v rokometni šoli. Tu sem videl svoje naslednje korake v karieri, svoje napredovanje in zaenkrat se je zelo dobro izkazalo, tako da naprej garamo in bomo videli. Gregorja Ocvirka so izbrali za najboljšega igralca zaključnega turnirja. Prihaja iz športne družine, v rokometu pa ima najvišje cilje. Za rokomet me je navdušil moj oče in mati, oba dva sta igrala rokomet. Tako sem se pa odločil za rokomet, vidim se pa v članski ekipi Celje Pivovarna Laško. Poleg Dobaja in Ocvirka je v kadetskem moštvu še kar nekaj nadarjenih mladeničev, ki jih po mnenju trenerja Blaža Cizaja čaka lepa prihodnost. Ta generacija je ena izmed prvih generacij, s katerimi smo v našem klubu začeli, se pravi sistematično sestavljati posameznike v celoto, da potem enkrat lahko zaigrajo v naši prvi ekipi.
V tej generaciji, kot ste sami že omenili, je nekaj posameznikov, ki izstopa. So še ostali fanti, ki se tu zraven lahko priključijo, ampak mislim, da imajo zelo velik potencial, da enkrat zaigrajo v naši prvi ekipi in s tem tudi doživijo ta čar Lige prvakov. Poleg zlatega odličja kadetskega moštva se lahko s kolajno srebrnega sijaja pohvalijo tudi mladinci celjskega kluba, tako da se za prihodnost celjskega rokometa zagotovo ni potrebno bati. Še enkrat bom povedal, da je to enostavno en rezultat, ki smo si ga v klubu zadali, se pravi sistematično delo z mlajšim kategorijam. Pripravljamo jih od najmlajših pa potem vse do mladincev za ta vstop v našo prvo ekipo. Grejo čez določen proces, ki je zdaj že uveljavljen in vse skupaj, kar ste prej povedali, te rezultati so plod našega celotnega dela v klubu vseh zaposlenih. Jutri bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, najvišje dnevne pa od 21 do 25 stopinj Celzija. V soboto dopoldne bo precej jasno, popoldne pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. V nedeljo bo spremenljiva oblačnost s krevnimi plohami in nevihtami, pogostejše bodo sredi dneva in popoldne. To so bili dogodki dneva na televiziji Celje. Do prihodnjič lep pozdrav in srečno.